Spoštovane gledalke in gledalci Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. Iz vsebine današnje oddaje 26. podobe bistriških domačij, sejem starodobnikov, delov in opreme, septembrske prireditve v centru Metul, nogometaši Bistrice znova zmagali na domačem igrišču, 24. Impolijada športne igre zaposlenih v Impolu, 9. športni vikend v Slovenski Bistrici. V prostorih gradu Slovenska Bistrica in njegovi okolici so pretekli petek in soboto uspešno izvedli 26. prireditev podobe bistriških domačij. Prireditev že vrsto let povezuje bistriško podeželje z mestom Slovenska Bistrica in je namenjena najširšemu krogu obiskovalcev. Prvi dan prireditve so izvedli strokovni posvet z naslovom Humus naredi naša tla živa in rodovitna. Na posvetu so sodelovali svetovalka za področje zelenjadarstva in okrasnih rastlin Miša Pušenjak, svetovalec za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin in ekopoljedelstva Igor Škerbot, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Peter Pribožič in vodja kmetijsko-svetovalne službe Slovenska Bistrica Marija Kresnik. Humus je edina bodočnost, da bomo našo zemljo obdržali rodovitno, da bo manj težav prav v takih vremenskih razmerah, kot so letos. Humus je tudi hrana za rastline in ga moramo bolj ohranjevati, bolj na njega paziti, tudi pazimo do zdaj. In seveda tudi vse tem mladim, no. Vi imate sicer tam gori še vedno manj težav, kot imamo mi z dodajanjem organske snovi v tla, ampak vseeno v svetu ga pa nadzorujte. Dajte vsako leto, vsake toliko let, ni treba na 5 let, kot pravi zakonodaja, na 4 leta, kot pravi zakonodaja, lahko tudi bolj poredko, ampak dajte kljub vsemu, nadzorujte, koliko je, da ne boste začeli pretiravati na vrtovih, posebej na kmetijah, ki ima živinorejo, je pa humusa, predvsem v vrtni zemlji, že absolutno preveč. In potem so pa spet težave, posebej z gritjem, kadar je tako leto kot letos. V petek so podelili tudi priznanja za nagrajene kruhe, potice in ognjiščne potice. Ja, moram reči, da letos je res bil odziv dober in se je res veliko udeleženk odločilo za to, da bi spekla svoje potice, kruhe in gibance, tako da je res pestra izbira. Nekako v ocenitev smo prejeli 13 gibanc, potem 22 kruhov in 26 potic, teda je res lepa bera teh izdelkov. V glavnem so vsi izdelki bili izredno dobre kakovosti, izločen mogoče samo eden, vsi ostali so pa bili nagrajeni, tako da res pohvala vsem ženskam, ki so to prespekle, pripravile in dejansko tudi ustrezno pripravile za razstavo. Potrebno je tudi povedati, da ste sami osebno sodelovali s svojo potico in prejeli zlato priznanje. Kaj je pravzaprav skrivnost dobre potice? Skrivnost dobre potice je samo v tem, da imaš potrpljenje in da si vzameš čas za pripravo potice, ker to ne moreš narediti v pol ure ali pa tako pico ali pa kaj takega. To zahteva par ur dela, potrpljenja, počasi vzhajati, počasi potem razvaljati, namazati, potem zopet počakati, da shaja in potem v pečici dokončamo delo z pečenjem in na koncu mora biti izdelek dober. Na prireditvi je znova zelo dejavno sodeloval Center za domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica. Tudi letos se vključujemo v prireditev podobe bistriških domačij in sicer danes smo že pričeli s festivalom keramike Keramikart. To je letos že 5. festival po vrsti, vezan je na glino in na lončarsko dejavnost, tako da sedaj so nas dopoldan že obiskali bistriški osnovnošolci, prihaja še več skupin. Potem popoldan pa imamo v bistvu lončarske delavnice v okviru enega projekta novega za lončarstvo in lonec ni konec. To bo s tradicionalnim lončarjem gospodom Štefanom Zelkom. Sicer je pa danes v gradu in tudi jutri še na ogled mednarodna razstava sodobne keramike, zgodba o dvorihtniku. V centru je pa na ogled razstava del članic in članov društva Majolika. Seveda pa nadaljujemo jutri z 8. rokodelskim praznikom. To bo tukaj na parkirišču pri gradu. Predstavljali se bodo rokodelke in rokodelci iz različnih krajev po Sloveniji. Pripravljajo tudi svoje prikaze rokodelskih veščin.
Prav tako pa bo v centru potekal dan odprtih vrat, v Graslovem stolpu bo še vedno na ogled razstava. Še posebej pestro je bilo v soboto. Med drugim so prvič pripravili vseslovensko srečanje zeliščarjev. Jaz sem zeliščarka Metka Cesar, izdelujem popolnoma naravna zeliščna mazila, držim se načela, da je na kožo to, kar bi dal v usta. To pomeni, če tistega mazila ne bi jedel, potem se tudi ne bo. Koža je naš največji organ in zato se mi zdi zelo pomembno, da pazimo, kaj na kožo nanašamo. Ker vse, kar ni naravno, gre v kri, v jedra, se ledvica in se zastrupljamo. Kajti narava je naša najboljša biološka zdraviteljica. Ona nam je vedno na razpolago, narava nas zdravi, hrani in oblači in v naravi dobimo v rastlinah recimo liste, cvetove, korenine, sadeže, vse to lahko uporabimo za izboljšanje zdravja, za izboljšanje dobrega počutja. Tako da jaz apeliram na ljudi, da čim več gredo v naravo, da si naberijo te moči, tudi zelišča, si skuhajo kakšen čajček, si naredijo kakšno tinkturo, kakšno mazilo in s tem pomagajo sebi, svojemu telesu in telo nam bo hvaležno. Precej zanimanja je pritegnil tudi kulinarično-vinski dopoldan s ponudbo lokalnih dobrot. Perfektno, boljši ne more biti. Vreme imate dobro, tako da je, ljudi so dobri, hrana je dobra, vse je vredi. Znova je svoje vrata odprl tudi čebelarski center Slovenska Bistrica. Nahajamo se na čebelskem centru Krajinske sivke v Slovenski Bistrici. Tukaj se danes odvija 8. tradicionalno kuhanje medenega kotlička. Seveda prijavilo se 8 ekip, vseh 8 je tudi prišlo in zdaj se že zaključuje kuhanje. Kuhanje se namreč pričelo ob 9. uri do 12. ure. Tudi 4-članska komisija je že tukaj, tako da bomo ob 12. bomo končali z kuhanjem in potem komisija do 13. ure ocenila izdelke, ki so jih pripravili naši tekmovalci in seveda potem ob 13. uri bo pokušina teh izdelkov in seveda, da se poje tako po domače rečeno, da nič ne ostane oziroma da se nič ne vrže v stran. Seveda včeraj je potekalo tukaj tudi dan odprtih vrat za predšolsko in šolsko mladino. Na center je prišlo 240 otrok iz vrtca, iz osnovne šole Pohorski odreda in druge osnovne šole. Veseli smo, da so se odzvali našemu povabilu. Pospremili smo jih po čebelarski učni poti. V učilnici smo jim predvajali film o čebelicah, tudi nekaj povedali strokovnega in seveda na koncu jih z degustacijo medu in z kruhom po domače namazanim z medom in maslom pustili, tudi z sokom, tako da so se malo okrepčali, da so lažje premagali pot domov, ko so šli nazaj v šole, v vrtce. Obiskovalci so si lahko ogledali predstavitve starih obrti in običajev ter turističnih in kmetijskih društev, nastope folklornih skupin, godcev in pevcev ter igre turističnih društev. Na pokritem parkirišču pred Impolom so preteklo nedeljo izvedli tradicionalni sejem starodobnikov delov in opreme, ki so ga obiskali številni radovedneži, pa tudi kupci. Sejem je, tako kot vsa leta doslej, organiziral Avtomotoklub Klasik Slovenska Bistrica. V Centru za starejše Metulj Slovenska Bistrica je v teh dneh zelo živahno. Več o rednih dejavnostih in o ostalih dogodkih v mesecu septembru je povedala Vinka Kunstek, koordinatorica programa v Centru za starejše Metulj. V ponedeljkih imamo v 3 skupinah telovadbo, potem imamo ročna dela, namizni tenis, pikado, bridge, karte igrajo in potem je še petek, ki zopet imamo 3 skupine telovadbe. Vmes pa so še potem po dogovoru aktivnosti. Seveda pa ne manjka tudi ostalih dogodkov. Kaj vse se bo dogajalo pri vas? V mesecu septembru vstopamo v teden mobilnosti, tako da bomo sodelovali na tednu mobilnosti v sodelovanju z Razvojno-informacijskim centrom Slovenski Bistrici. Predstavljali bomo brezplačne prevoze Metuljček.
To bomo imeli na trgu in potem tudi v domu za starejše, da jim predstavimo brezplačne prevoze. V samem Metulju bomo pa izvajali delavnice izdelave sveč iz satovja. Potem bomo imeli tudi izlet enodnevni z našimi uporabniki, pričenjamo pa tudi z novo skupino, bralno skupino in z bralno značko. To bomo tako malo priredili, kot imajo osnovne šole. Nogometaši Ketije Impol Bistrice so v 7. krogu zabeležili 4. prvenstveno zmago v letošnjem poteku državnega prvenstva med drugoligaši. V Sloveniji Bistriškem športnem parku so bili z 1:0 boljši od Ilirije 1911. Domača nogometna zasedba je tekmo z Ilirijo 1911 začela z uvodno postavo, v kateri je bilo kar 5 igralcev, ki do sedanjem poteku prvenstva še niso odigrali vseh 90 minut v srečanju. To je res, ampak mislim, da so vsi igralci v našem kadru sposobni igrati drugo slovensko nogometno ligo, tako da mislim, da so danes vsi uspešno nadomestili te manjkajoče. Je pa res, da v zadnjem času smo imeli kar težke trenutke s trenerjem, z poškodba kapetana, odsotnost nekaterih igralcev. Kot sem rekel, dobro so ti igralci nadomestili prve ekipne igralce in mislim, da smo nezasluženo zmagali. V prvem delu srečanja veliko poizkusov za dosego zadetka z obeh strani. Za rdeče je najprej poizkusil Martinčič, za goste v zeleni opravi pa v 6. minuti Bartol. Izpostaviti je potrebno še poizkus Frešerja in Bračka, ki pa nista prinesla spremembe izida. Tega ni spremenil tudi gostujoči napadalec Dermanović. Je pa razveselil gledalce domači napadalec Envoga in to v 31. minuti za vodstvo z 1:0. Žiga Pesjak bi lahko povišal 4 minute pred koncem prvega dela igre. Pri rezultatu 1:0 mislim, da je pametno samo, da si čvrsti v obrambi, da ne prejmeš gola. Mislim pa, da smo kar dobro tekmo pripeljali do konca z zmago. V 55. minuti so v igro vstopili 3 prvokategorniki bistriške enajsterice, Vidmar, Gobec in Kuliš. Prav slednji bi lahko spremenil rezultat na semaforju, vendar so njegovi poizkusi ostali brez končnega rezultata. V 68. minuti je gostujoči igralec Cukjati dobil drugi rumeni karton in posledično izključitev. Bistričani do konca tekme niso izkoristili igralca več, tako da so tekmo z zmago 1:0 in s 3 točkami pripeljali do zadnjega sodnikovega žvižga. Pa ja, mislim, da smo šli za eno zavoro v tekmo. Mislim, da je nasprotnik prevzel prvih 20 minut, na srečo ni uspel priložnosti realizirati. Potem se nekako z nekim odbijancom smo povedali in na srečo držali vse do konca tekme. Gostujoča enajsterica, v kateri prevladujejo mladi igralci, so nudili dober odpor favorizirani ekipi Bistrice. Izgubili ste 1:0 v Slovenski Bistrici, od 68 minute ste igrali tudi z igralcem manj. Kako si sam videl to srečanje? Jaz mislim, da je bila tekma kar izenačena. Ja. Presekal nas je seveda rdeč karton. Že prvi polčas dobili slab, beden gol, tako se reče. Ne. Pustimo igralca na drugi samega, to nimaš kaj, naša napaka. Drugač pa dobra tekma, dober nasprotnik, težek teren. Težko je bilo kontrolirati žogo. Še vse neke napade smo si dobro ustvarjali, žal nismo zadeli. Že v naslednjem krogu bodo Bistričani na veliki preizkušnji, kajti odhajajo v Gorico istoimenski ekipi, ki je še v prejšnji tekmovalni sezoni igrala v prvoligaški konkurenci. Ja, vsaka tekma je v drugi ligi, spravi težka tekma. Pripravili se bomo tako do vsake ekipe do sedaj in seveda gremo po zmago. Minuli petek in soboto je na različnih lokacijah potekala že 24. Impolijada, športne igre zaposlenih v skupini Impol. Zaposleni so sodelovali na različnih dejavnostih, skupaj jih je bilo na voljo 19. Organizatorji so poskrbeli tudi za pestro spremljevalno dogajanje, zaključna prireditev pa je bila na dvorcu Štatenberg. Prvo, drugo in tretje uvrščeni so prejeli tudi medalje in pokale.
V športnem parku v Slovenski Bistrici bo od 16. do 23. septembra potekal 9. športni vikend. Letošnje dogajanje bo še posebej pestro. Prireditev bo imela tudi dobrodelno noto. Košarkaško društvo bo organiziralo turnir košarke 3x3 v dopoldanskem času za mlajše selekcije in kasneje v popoldanskem času za starejše. Prav tako se bo odvijala odbojka na mivki, isto 16.9. v dopoldanskem času za mlajše selekcije in popoldan za starejše. Vse skupaj bo začinjeno z denarnimi in praktičnimi nagradami. Nogometaši bodo organizirali turnir Slovenija Open, kjer se bodo med seboj pomerile ekipe iz vse Slovenije in napovedujejo tudi še ekipe iz sosednjih držav. Kegljači bodo organizirali turnir 17.9. bo kolesarski vzpon na Tri kralje, tokrat kot strava izziv, ne kot kolesarski vzpon, kot je bilo to poprejšnja leta. Torej, vsi se bodo lahko preizkusili svoj čas in ob 13. uri bo pač pri Jakecu razglasitev vseh rezultatov. 22.9. bo pa v sklopu športnega vikenda na stadionu v športnem parku odvijala predstavitev vseh klubov in društev za osnovne šole. Torej, osnovne šole bojo svoje učence pripeljale na stadion, kjer bojo lahko poskusili vse različne športe in na ta način se bojo društva in klubi nekako predstavili in pa te otroke privabili v svojo sredino. V popoldanskem času pa se bo organizirala rivalna tekma med gospodarstvom in negospodarstvom, to je že neka tradicionalna tekma v nogometu. Hkrati pa bo to tudi otvoritev novega prenovljenega igrišča z umetno travo. Povabljamo goste iz Nogometne zveze in pa še neko presenečenje, tako da vsi vljudno vabljeni na športni vikend. Upam, da se bo našlo za vsakega nek šport, v katerem se dobro počutite, in pa tudi 22. potem na otvoritev prenovljenega igrišča in da si ogledate še tekmo med gospodarstvom in negospodarstvom.